N1 podcast s Suzano Lovec. Peter Žerjavič, če sem prav izračunala, si že 24 let v tujini, pa me zanima, kaj v Sloveniji vidiš drugače, oziroma kakšen je ta pogled po 24 letih iz tujine na Slovenijo? V bistvu je verjetno, pa me popravi, če se motim, to nek pogled od zunaj, hkrati pa od znotraj. Kakšno je to razmerje? Ja, seveda, ker ves čas delam bolj ali manj za slovenske medije, torej bil sem dopisnik Dela v Zagrebu, v Berlinu in zdaj v Bruslju. Občasno še delam kaj drugega, v zadnjem obdobju tudi za Pop TV. To pomeni, da si zelo vpet v slovenski medijski prostor in celotno seveda slovensko politiko, gospodarsko dogajanje moraš podrobno spremljati, zato nekako bi rekel, da sem vendarle bil napal v tujini in seveda ves čas v stiku z državo in z vsem dogajanjem, s prijatelji in vse. Kar se ti spremeni v takem obdobju, neka izkušnja drugačna, se da vidiš Slovenijo, vsaj moj občutek je tak, veliko manj kritično, kot jo vidijo mnogi, ki pa so pač ves čas tukaj ali se vrnejo v Slovenijo in začnejo opažati neke stvari, ki so se mogoče že vmes spremenile od takrat, ko so odšli, oziroma imajo neko izkušnjo, ki je drugačna in vidijo, kaj bi se v Sloveniji morda lahko veliko bolje naredilo. Ne. Seveda vidiš, da neke stvari v Sloveniji ne delujejo, veliko ljudi, imaš pričevanja iz prve roke, recimo zdravstvo, recimo uprava. Ena stvar se mi zdi zanimiva, recimo pred 20 leti se mi zdela Slovenija izrazito digitalno napredna. Jaz sem v Berlinu, pač novem, pač tam znance in kolegov razlagal, kako imamo mi že plačevanje. Mislim, da je bila moneta s telefonom, ne. To je bilo takrat kot neka Nemčija, ki je že tako nagnjena gotovini, kot neka znanstvena fantastika. Tudi Belgija, ko sem prišel v Bruselj, se mi je zdela zelo zaostala, ne, v nekem smislu digitalizacije, tega se tudi sami zavedajo, ampak zdaj s hitrimi koraki napreduje. Moja izkušnja z različnimi nivoji, recimo predvsem administracije, ne, se mi zdi, da tu pa Slovenija vendarle v zadnjem obdobju stagnirala, ne, in to je, ne bi rekel, to samo ni povezano samo z vladami, ampak je neko dejstvo, ne, da pač recimo e-uprava deluje nekoliko slabše, čeprav spet po drugi strani vidimo neke stvari, ki so odlično urejene, oziroma so vsaj bile pred 2-3 leti, ko sem urejal, ne vem, za potni list, da ga dobiš v enem dnevu. V Belgiji vedno dlje čakaš recimo na vsake dokumente. Tako je, mislim, jaz imam še vedno pozitiven pogled na Slovenijo in tudi vidim veliko perspektivo v Sloveniji, seveda pogojev, da se pač neka mainstream struktura usmeri na pravo pot. Ne. In moje prepričanje je, da pač Slovenija se mora razvijati kot neka liberalna demokracija zahodnega tipa. Z reševanjem skratka tistih akutnih problemov, ki ste tudi nekaj omenili. Predstavil si se malo že sam, te bom vseeno še jaz, lepo, da si se predstavil. Skratka, dragi gledalci, dragi gledalke, poslušalci in poslušalke, z nami je danes Peter Žerjavič, dolgoletni dopisnik časnika Delo, zdaj dopisnik že kar lepo vrsto let iz Bruslja, dober poznavalec Evropske unije in evropskih institucij, občasno se javlja tudi za Pop TV. Dobrodošel, Peter Žerjavič, v N1 podcastu. Ja, hvala za vabilo in pozdravljeni gledalci. Ker je ravno poletje, bova začela obrniti na ta običajni vrstni red, pa bova najprej malo trivije imela, ne bo ravno trivija, ampak bolj zanimivosti. Kako izgleda Bruselj zdaj poleti? Se vse ustavi? Kakšen je zdaj utrip tam? Ja, jaz sem zdaj že nekaj dni na dopustu oziroma v Sloveniji, še občasno tudi kaj naredim, če je treba. Smo te gledali včeraj, ja. Nimam pač tako striktno ločenih stvari, razen seveda, če greš nekam, ne vem, prav v tujino. Ne. Tako da seveda od konca julija nekje do recimo konca avgusta, tudi do začetka septembra je Bruselj, kar se tiče evropskih zadev in tudi sicer absolutno prazen, ne, tudi v institucijah, v parlamentu je kvečjemu kdo dežurn, v Evropski komisiji, pač kot te glavni instituciji je kakšen komisar, 2, 3 so dežurni, celega
delovanja institucij ni, je kvečemu odzivanje na kakšno krizo, ki bi se lahko zgodila, ne vem, recimo pred leti vojna v Gruziji, mislim, da je bila avgusta, takrat se seveda zažene cel aparat in tudi vidi se, ne, da ljudje v Bruslju je veliko tujcev, seveda tudi ne samo iz tretjih držav, veliko iz Evropske unije, začnejo se počitnice in mnogi zapustijo, grejo v svoje domovine ali drugam na dopust. Recimo v okrožju oziroma delu Bruslja, kjer jaz živim, je pa recimo kar velika japonska skupnost, ker je tudi tam blizu japonska šola. Ne. To pa je opazi, če si poleti v Bruslju, recimo avgusta, vidiš veliko število Japoncev, ne, kajti oni ne odhajajo domov oziroma iz različnih razlogov, raje delajo in tako da je to ena od posebnosti. Danes imate pa poplave, ne, si rekel? Ja, v Bruslju je bilo danes zjutraj močno deževje, ne. Tudi kolegica me je opozorila, da je v naši ulici, da so zalite ceste, tudi pločniki in leta 2016 smo že imeli poplave in tudi zalito stanovanje, zato sem bil, ko sem se peljal sem kar nervozen, ampak je prijateljica šla pogledat stanovanje in je nam sporočila, da je vse okej, tako sem lahko malo bolj sproščen danes tukaj. Ko pridemo novinarji iz Slovenije v Bruselj, se nam vedno zdi, kot da je ta majhna novinarska skupnost, ki se vsake toliko obogati z prišleki iz Slovenije, ne, z novinarji iz Slovenije, deluje malo tako kot ena taka skupnost, no? Je tako? Ja, seveda, mi smo pač, Slovenije smo 3-4 dopisniki, seveda moraš zaradi številnih razlogov, ne, moraš biti bolj povezan, sodelovati na dnevni ravni, tudi zato, ker pač seveda Slovenija del Evropske unije in je del Bruslja in moraš se stalno pač, ne vem, kdaj bo nastopil premier, kdaj bo kakšen briefing, kdaj kaj potrebujemo, smo zelo povezani, tudi seveda s kolegi iz ostalih držav, ne, jaz tako rekoč, ne vem, mislim, da skoraj vsake države imam kakšnega kolega, ko se kadarkoli kaj dogaja, ga potem vprašam, ne vem, če se kaj v povezavi z Latvijo, pač veš, na koga se obrniti, da ga vprašaš, kako zdaj oni vidijo to, kaj je z Rusijo, kje je problem, ne, ko pride kakšna novica, to pomeni, to dobiš neko najhitrejšo, recimo, informacijo z prve roke in tudi sam sem že velikokrat drugim razlagal, kakšne zadeve v povezavi s Slovenijo. Kaj moraš najpogosteje razlagati drugim novinarjem? Ja, ne vem, vse se spomnimo recimo obdobja 2022, druge Janševe vlade, to je bilo res veliko zanimanje, marsikdo je vprašal, zakaj sploh gre, kakšen je politik je Janša, to je bilo tudi v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, zato je seveda bilo zanimanje za Slovenijo še toliko večje, ampak pri vsakih stvarih, vsaka stvar, kjer pač ima Slovenija neko držo, kjer se kaj dogaja, kolege zanima, prosijo za kakšno, ne vem, pojasnilo in to je čisto normalna praksa in tudi jaz mnoge druge zaslišujem, da ja, povej mi, kaj je zdaj to, ne. Recimo je pa seveda res, da smo bolj povezani s kolegi recimo z Hrvaške, ki tudi oni recimo malo bolj spremljajo Slovenijo recimo kot kolegi, ne vem, iz Portugalske. Omenil si že, skratka, ti si bil najprej dopisnik v Zagrebu, potem v Berlinu in zdaj si v Bruslju. Kaj pa ljudje, torej Hrvati, Nemci in ljudje iz institucij, kako pa oni različno vidijo Slovenijo? A bi lahko potegnil tukaj neke razlike? Mislim, za Hrvate smo blizu in zato veliko več Hrvaška je še vedno, pač razlika je, da se mi zdi še vedno, da mi veliko boljše poznamo Hrvaško, mislim, geografsko, jezikovno, politično kulturo, ne, kot je obratno, ne. Pač to je z nekih razlogov, smo nekako tudi z tega jezikovnega znanja in kakorkoli, ne vem, milijon Slovencev obišče vsako leto Hrvaško, to je ena zadeva, medtem ko pri njih je zanimanje za Slovenijo relativno manjše, tudi dostikrat stereotipno, ne, smo pač neki gledajo, kako smo bolj razviti, kaj je pri nas neke stvari boljše, kako so bolje urejene, tudi, ne vem, če gremo v Srbijo ali Makedonijo, Bosno, je verjetno še ta predstava o Sloveniji še bolj idilična, ne.
se mi zdi zanimivo, ne vem, nekje sem zasledil, je nekdo zapisal ali rekel, da je Slovenija nekje vmes med tem, kako sami sebe vidimo in dokaj kritično in med tem, kako nas recimo Srbi hvalijo, ne, vidijo neko Slovenijo, kakšne tudi ni, ne, da je vse čisto, da je vse urejeno, kako smo vsi pridni, delovni in tako naprej. Ne. To je tudi neka, se mi zdi, predstava, ki ne ustreza realnosti. Seveda Nemčija je seveda druga zgodba. Ne. Nemčija je velika država, ne vem, več kot 80 milijonov prebivalcev, od Baltika do Alp in je povsem razumljivo v enem Berlinu, ki je 1000 kilometrov oddaljen od Ljubljane, katerega zanimanja za Slovenijo ni. Ne. Je pač to država, ki je ena od držav, ki so pristopile in seveda pa vedno zmeraj srečuješ ljudi, ki pa imajo nek poseben interes za Slovenijo iz x razlogov. Ne. Jaz sem srečal kolega novinarja, dela zdaj urednik na Deutsche Welle, ki je pač ves navdušen nad jugoslovanskim punkom, ki ga je spremljal že, ne vem, v 80 letih, ko je potoval na Jadran in je srečal, ne vem, punkerje iz Zagreba, Beograda in takrat dobil prve plošče in nadaljeval to tradicijo in zdaj na Deutsche Welle, ne vem, če še je, ampak je bil urednik teh programov v jezikih iz bivše Jugoslavije. To je Rüdiger Rosik, ne, ki je zanimivo. Tudi tekoče govori srbsko-hrvaško, kakorkoli. Tako da imaš različne ljudi. Kar sem tu reči, seveda potem tudi na Bavarskem, ki je geografsko, kulturno, ne vem, bližje Sloveniji, je pač seveda poznavanje Slovenije veliko boljše, konec koncev veliko Bavarcev ali pa iz Baden-Württemberga, to je druga južna dežela, ne, glavno mesto Stuttgart. Tudi veliko ljudi je bilo že v Sloveniji, turistično potovalo skozi Slovenijo in tako poznajo. Ampak tudi se mi zdi, da je v zahodnih medijih ima Slovenija izrazito pozitivno podobo vedno. Ne. To, kadarkoli slediš članke v francoskem tisku, v belgijskem, v nemškem tisku, so izrazito, se mi zdi, naklonjeni Sloveniji. Seveda je bilo izjema to Janševo obdobje, kjer je pač bila neka res specifična situacija in vezana na neko političen kontekst, ampak nasploh kot država se mi pa zdi, da vendarle Slovenija v tujem tisku uživa nek ugled in tudi se veliko pozitivno piše v njej. Recimo Slovaki radi rečejo, kako mi Slovenci, vi ste veliko manj vas je, ne? Nas je 5 milijonov, vas Slovencev 2 milijona, ampak vi ste izredno znani, kamorkoli je Slovenija je država, ne, ki ima nek pozitivni imidž, za katero, ne vem, na Zahodu vejo. Za nas Slovake pa kot da nas ni. Sicer nimam jaz takega občutka, ampak to sem že od slovaških kolegov večkrat slišal, ne, da tako nekako zelo z tega aspekta gledajo. Da nas še vedno vidijo kot pridno učenko, čeprav se sami več ne vidimo tako. Pa to stalno spremlja Slovenija. Pač seveda mediji, tudi če so, ne vem, nemški ali, ne vem, švicarski, so pač nagnjeni k neki stereotipnemu poenostavljanju. Vse, če pogledamo to gmoto bivše Jugoslavije od Kosova do Slovenije, je pač Slovenija seveda je pač pozitivna učenka in tudi ta imidž je dobila po zaslugi tega, kar se je dogajalo. Ne. To je pač obdobje, ko jaz nisem bil v Bruslju, pač pred vstopom, ne, je pač Slovenija izrazito pozitivno, konstruktivno in uspešno se je pogajala, končala pogajanja, čeprav jih je začela nekoliko pozneje zaradi tam italijanske blokade, 96-97. Tudi prva je seveda prevzela evro, prva je predsedovala od novih članic oziroma članic, ki so stopile leta 2004, tako da ta pozitiven imidž Slovenija je imela in ga je obdržala, po mojem, do današnjih dni. Ga še vedno ohranja. Ja. Lahko, da jaz to trdim, no, najbrž bo našel do kakšne druge teze, ampak se mi zdi, da prevladujoče mnenje v Sloveniji je na zahodnih državah, tistimi, ki se kakorkoli ukvarjajo s Slovenijo, je pozitivno. Konec koncev vse težave, o katerih mi veliko razpravljamo v Sloveniji, se pojavljajo tudi drugod, v drugačnem obsegu, da pač imamo neke razvojne težave oziroma neke zavore, ne, da vidimo, da se nekje drugje morda vendarle hitreje razvijajo, ne, prej omenjam Slovaškem, ne vem, na Češkem, da vidimo stvari
so res hitreje napreduje, da smo pri nas bolj počasni, da smo premalo smo smeli, premalo pogumni pri nekih odločitvah, ne vemo, kaj bi radi, če poenostavljeno povem. Ne. Se pa tudi to pozna nekje na dolgi rok, na 5 let, 10 let, 15 letih, pa znajo biti že večje posledice tega. Ne. Pojdiva zdaj v Bruselj. Kakšna bo bruseljska politična jesen, kaj napoveduješ in zakaj je tako zelo pomembno, kaj se bo jeseni dogajalo v Bruslju, ko pridejo vsi nazaj z dopustov? Ja, mislim, da se bo, seveda, Ursula von der Leyen je vemo, je bila izvoljena, potrjena v Evropskem parlamentu za še en 5-letni mandat in ona seveda kot delovna kot je, ne, ona že pripravlja seveda celo zgodbo, ki se bo potem razpletla konec poletja, jeseni. Tako da zdaj glavna zadeva, ki so ti komisarski kandidati, to je zlasti za male države zelo pomembno. V malih državah se veliko ukvarjamo s tem, zato lahko pričakujemo, da bo tudi to velika zgodba v slovenskih medijih. Ursula von der Leyen pričakuje do konca avgusta kandidate za komisarje, imena in na to bo seveda ona sestavila to svojo komisarsko ekipo. Položaj je drugačen kot pred 5 leti. Ne. Ona je takrat prišla, recimo, vsaj za bruseljske razmere od nikoder, ni bila znana, čeprav je bila prej, ne vem, v 3-4 vladah Angele Merkel na različnih položajih, ampak Bruselj je se pojavila, ker na tistem dramatičnem vrhu in takrat še ona ni imela recimo svojih velikega vzvoda, ne, da oblikuje politiko, da si izbira kadre, kot si želi. 5 let kasneje je seveda situacija absolutno drugačna. Ona je izkušena, ve, kako deluje Evropska komisija in ima veliko močnejše vzvode. Zato bo zanimivo seveda spremljati, kaj se bo dogajalo, ko bo nova komisija sestavljena in kakšno vlogo bo ona imela. Kajti moramo vedeti, da je politična situacija v največjih državah zapletena. Francija po razpletu volitev je predsednik Macron izrazito oslabljen. Do konca mandata ima sicer še 3 leta, ampak je že v bistvu konec njegovega dobe, se končuje, ne začetek konca. In tudi v sami Nemčiji, seveda vlada je šibka, prihodnje leto so volitve, pričakuje se menjava oblasti, najbrž po projekcijah naj bi zmagali spet krščanski demokrati, tako da bo verjetno nastala tudi iz tega razloga neka nova dinamika v celotni evropski politiki. Zdaj, predsednica Evropske komisije je pisala voditeljem držav Evropske unije, da naj dajo 2 imeni, ne? To moško in žensko ime. Slovenija je poslala samo moškega, torej Tomaža Vesela, ženskega imena očitno ne bo poslala. Ni pa Slovenija edina, niti podrazno nekako ne upoštevajo tega njenega navodila. Kaj sledi? Ja, ona je jasno začrtala linijo. Ona hoče imeti, kako temu se reče, spolno, ni najlepša beseda, pojem, spolno uravnotežena Evropska komisija. Tudi prejšnja je bolj ali manj bila. Število je skupaj neparno, zato ne more biti nikoli enako. Ampak ona bo stremela k temu, da bo po mojem najmanj 13 ženskih imen, kar se za zdaj dogaja, da tudi ti komisarji, ki ostanejo, tu ni treba predlagati 2, so številni, so moški, in tudi države, kot je Slovenija, Avstrija, predlagala tudi Brunnerja, finančnega ministra, da privladujejo moška imena. Tako da recimo nekje pol je do zdaj bilo predlaganih, v tej drugi polovici bo vendarle moralo biti več žensk, da bo ona dosegla ta cilj. Zdaj, edini vzvod, ki ga ona ima, ona ne more prisiliti seveda Golobove vlade ali vlade na Dunaju, da pošljajo 2 imeni, to je njihova odločitev, da same predlagajo kandidate. Lahko pa v nekih neformalnih pogovorih zdaj tem državam, ki še niso predlagali kandidatov, da bodo dobile nek boljši, morda podpredsedniški položaj, morda kak položaj z močnejšo vsebino, če bodo predlagali žensko. Se mi zdi, da je to vendarle zdaj v Bruslju, pa tudi sicer postal standard, da morajo biti stvari nekako, če že ne absolutno uravnotežene, vsaj čim bolj. In se mi zdi, da je to neka ne najboljša praksa zdaj, kar se je dogajalo, da vsi zanemarjajo ta element. Njen poziv. Kako pa gledaš recimo na to, da Slovenija poslala samo Tomaža Vesela?
Pa jaz mislim, da je pač že premier Golob takrat, ko je to, mislim, da bila aprila, se odločil, je jasno, pred volitvami, ne? Ja, je jasno pokazal, da on ima svojega kandidata. Nikoli se mi zdi ni posebno dobro tudi pojasnil, zakaj sedanji komisar, ne, Janez Lenarčič, ni njegova izbira. So bile neke špekulacije, mislim, da tudi Vesna Vuković je nekaj izjavljala, da pač ni dovolj delov za Slovenijo, ne vem, se mi zdijo, ni bila ravno prepričljiva, to je ena zanimiva tema, ampak očitno hoče imeti premier Golob svojega človeka, kar je absolutno razumljivo. To je neka povezava v bistvu, ne, z Brusljem in pač tu mora biti neko 100% zaupanje oziroma on ga pričakuje in očitno pač komisar Lenarčič ni bil ta človek. Bomo povedali, kako se bo zadeva razpletla. Jaz mislim, da Tomaž Vesel je zagotovo po svojih kvalifikacijah, izkušnjah dober kandidat, tudi skozi zaslišanje, če ne bo izbruhnil seveda kakšen škandal, če kakšno navzkrižje interesov, ne vemo, kaj lahko pričakujemo, da bodo stvari šle tekoče, še zlasti, če bo, in to bo, premier Golob tudi stal za njim. Vprašanje je opozicija, desno-sredinska, SDS, ki je del EPP-a, najmočnejše skupine, kako bo to pač potekalo v Evropskem parlamentu, če se ne bo uskladil preveč z njimi, lahko pa seveda pričakuje neke napade, recimo temu neprijetna vprašanja, ampak seveda takšne stvari je težko napredovati. Najprej moramo videti, kakšen resor bo dobil in tega ne bomo vedeli pred septembrom. In Slovenija se mi zdi pa je med državami, ki so izrazito občutljive, kakšen resor dobijo, ne? Ja. Mislim, doslej smo imeli kar srečo, ne, tudi s komisarjem Potočnikom, ne vem, znanost, okolje. Potem je bila zgodba z Alenko Bratušek, ki bi, če bi uspela, dobila podpredsedniški položaj za energetsko unijo. Po mojem, danes Slovenija ne more niti sanjati o tem, bo zelo težko. Ne? Zakaj je takrat v bistvu bilo mišljeno, da ona dobi celo podpredsedniško mesto, pa potem spomnimo se ta pač res slab, izrazito slab nastop, ne? Mimo grede, a tako stvar pomnijo v Bruslju tako dolgo, kot jo mi pomnimo? Mislim, tako dolgo ne, pa tako dobro, ker pač da mi smo izrazito občutljivi na takšne stvari. Ampak se verjetno tudi prav, da smo, a ne? Ja, ampak zdaj recimo spet, ko se bo pred zaslišanji, bo verjetno omenili zadnjič 2019 je neuspešen, so bili, ne vem, 3 kandidati, Madžar, Romunka in Francozinja. Pač tu je bilo že neko navzkrižje interesov, so bile še druge stvari. In pred leta 2014 je bila Alenka Bratušek, in prej, ne vem, 2009 so bili neki zapleti. Ona je seveda dobila položaj, ker je Juncker imel idejo, da hoče politično močno komisijo. Ne? To pomeni, da ne pridejo čim manj nekih uradnikov, tehnokratov. Bivši predsedniki vlad in tako naprej. In zato je državam, ki so poslali bivše premije, ki ima to premijersko izkušnjo, ki so bili člani Evropskega sveta, in tudi Alenka Bratušek je v bistvu vodila takrat Slovenijo skozi težko obdobje, ne, sanacije bank, ki je ena od večjih zgodb Slovenije znotraj Evropske unije. Zato je potem tudi Juncker njo forsiral in ji tudi dal podpredsedniško, predlagajo za podpredsedniški položaj. In to se pozneje sfižilo, ta je pač ni uspešno pristala zaslišanja, tudi recimo podpore novega premijera, takrat Cerarja, se mi zdi, da ravno ni imela, in potem je Maroš Šefčovič prevzel ta položaj podpredsedniški za energetsko unijo, Slovak, in nova kandidatka premijera Cerarja, Violeta Bulc, pa je prevzela transport, ki je spet močno področje, ne, ker je na področju transporta ima Slovenija velike interese, in sicer v Evropski uniji se veliko dogaja na področju transporta. In pridemo do sedanjega komisarja Lenarčiča, ne, krizno upravljanje, humanitarna pomoč. Na začetku se je marsikdo zmrdoval. Tudi številni, ki nimajo točno vpogleda, kaj je pomembno in kaj ne, ampak na koncu se je v praksi pokazalo, da je ta komisarski položaj v bistvu bil zelo dober. On je bil v številnih velikih zgodbah, ne, v zadnjem obdobju. Od pandemije je imel njegov resor veliko vlogo in na koncu tudi v času Ukrajine, humanitarne pomoči, in seveda zdaj v Gazi. To se pač na briefingih pri komisarju Lenarčiču, to so ponovadi ljudje iz vodilnih medijev z veseljem pridejo. Tako da to
to je neko področje, ki je pač postalo pomembno, morda ne toliko zaradi samega komisarja, ampak moramo vseeno priznati, da se pač znajde tudi v tej vlogi s svojimi mednarodnimi izkušnjami in prepričljivim nastopom. Je vsekakor bi rekel, da ne more nihče reči, da ni bil uspešen komisar. Torej, tvoja ocena komisarja Lenarčiča ni tako slaba, kot jo mnogi tle v Sloveniji, ne? Se ga nikjer ne vidi, nikjer ga ni. Komisarsko mesto ni tako pomembno. Ravno obratno, ne, praviš, je to bruseljski vidik. Ne? Ja, to so pač bolj recimo pavšalne sodbe, pa vsak tudi mora malo bolj argumentirati, ne, kaj bi naj sploh, če reče nekdo, ja nič ni naredil za Slovenijo. Mislim, to se vsakemu komisarju očitalo, ne, komisarju Potočniku, Violeti Bulc, tudi takrat to sago arbitraži, da ni dovolj naredila. To je pač en tak slovenski argument. Je pa seveda res, da je, kot če si dovolim reči, tudi komisar Lenarčič je dober učenec, on je zelo pač spoštuje vsa pravila in je tudi trdno prepričan, ne, da pač evropski komisar iz Slovenije služi interesom Evropske unije, Evropske komisije kot celote, ne, da ne more on seveda se v praksi obnaša tako, da dela za Slovenijo, čeprav po drugi strani seveda druge države je takšna praksa absolutno normalna in si ne moremo predstavljati, da italijanski ali francoski komisar ali konec koncev hrvaška podpredsednica Evropske komisije nima pred očmi veliko bolj to držo, ne, da dela za svojo državo in za interese, ki jih ima pač njihova država. Zdaj, Ursula von der Leyen si ekipe ne more izbrati, ker komisarje predlagajo države. Tle je zdaj ta kombinatorika, ki se bo začela. Ne, se je že začela oziroma se bo nadaljevala potem jeseni. Kako poteka to sestavljanje ekipe, v bistvu, ki si jo na en način sestavlja sama, na en način pa ne? Zanima me ta kombinatorika od znotraj. Torej, kako potem postavljajo prave ljudi na prave resorje? Ja, ona bo dobila pač neko ime z nekim profilom, z nekim CV-jem, življenjepisom, in ona bo zdaj opravila recimo konec avgusta, začetek septembra pogovore s kandidati, ne, in na podlagi tega pogovora in njenega vedenja, izkušenj s posamezniki, ne, bo seveda jim določila funkcijo oziroma resor, ne. Seveda pa veliko vlogo igrajo same države, ne? Kajti Italija, ne glede na profil kandidata, ki ga bo poslala, ali kandidatke, ne, bo zagotovo imela neko močno funkcijo. Ne? In enako velja za Francijo. Francija je že predlagala komisarja Bretona, ki je bil že zdaj. On je bil zdaj pristojen za notranji trg, tudi za druge stvari, delno za digitalizacijo, tudi za obrambno industrijo, in on bo zagotovo dobil močan gospodarski resor. Ne? In to so zdaj glavni resori, ki so povezani s financami, so povezani z gospodarstvom, s konkurenčnostjo. To vidimo zdaj, to bo fokus naslednje Evropske komisije, bo definitivno na konkurenčnosti evropskega gospodarstva, da ne bi zaostajali za Kitajsko in ZDA. In to so področja, ki jih bodo želele zase najmočnejše države. Ne. Zdaj bomo videli politično močen nov resor za obrambo. Ne. Tega resorja do zdaj ni bilo, ampak v tej novi situaciji, težava v geopolitičnem kontekstu, naj bi dobili tudi komisarja za obrambo, to je napovedala Ursula von der Leyen. Kakšne pa bo lahko imel pristojnosti glede na naravo, ne, obrambe Evropske unije, da pač so pristojne države članice in da imamo NATO in da v pogodbah tudi ni neke jasne pristojnosti Evropske unije za obrambo, pa bomo še videli, ampak zagotovo bo neka politično močna figura dobila to. In je tudi to komisarsko mesto bo zaželeno med državami? Bi rekel, da ja, ko se je že omenjalo, da bi utegnil biti spostavljen tak resor, so se že začela krožiti prva imena, recimo poljski zunanji minister Sikorski, še kdo drug. Vidimo tudi Francija je vedno zagovornica evropske obrambe, to pač nekako se poistoveča s tem, ne, da je evropska obramba ključna, na stranski tir bolj daje NATO. Ampak ravno zaradi teh omenjenih pristojnosti tega komisarja na področju obrambe, mislim, da za Francija bo vseeno bolj za nek industrijski, močen industrijski resor, ki pa recimo tudi vključuje obrambno industrijo,
ki bo tudi eno v prihodnjih letih eno od področij, v katera se bo vlagalo veliko in ker se bo veliko dogajalo, spet v kontekstu nove geopolitične situacije. In sam si omenil v bistvu dogajanje na gospodarskem prizorišču. Dr. Mojmir Mrak je pred dnevi za Radio Slovenija ocenil, torej, da geopolitične razmere so zdaj povsem drugačne kot pred 5 leti in pričakuje točno to, torej bistveno drugačno ekonomsko politiko Evropske komisije. Vemo, konkurenčnost vizavi drugih igralcev v svetu, Evropa zaostaja. Kaj bi tukaj Evropa morala narediti? Mislim, a se Evropa tukaj obrača kot tanker oziroma vsi so že detektirali ta problem, vemo, o čem govorimo že kar nekaj let. Kaj bo morala Evropa tukaj narediti, spremeniti, da se bo ta tanker obrnil bolj okretno? Ja, v bistvu smo se že tako znašli v neki novi situaciji, samovojno, z tem da se bo nek fine-tuning dogajal tega zelenega prehoda, ki ostaja glavna linija, to se je tudi videlo zdaj v zadnjih tednih v teh razpravah, bo pa seveda ta industrijski aspekt bolj poudarjen, interesi in industrije, in jaz mislim, da bo tudi Evropa šla v bolj jasno zastopanje svojih interesov. To se je že dogajalo tudi v zadnjih mesecih, recimo glede kitajskih avtomobilov. Seveda odločitev je bila sprejeta v uvedbi carin, še vedno pa nek prostor ostaja za kupčijo oziroma za dogovor s Kitajsko. Jaz mislim tudi, da bo, ker po drugi strani evropsko gospodarstvo je izvozna supersila. Zdaj ni del držav na čelu z Nemčijo, nasprotuje temu, da bi mi postavljali prevelike omejitve, kajti ti protiukrepi bodo njih prizadeli bolj kot zagovornice ukrepov in za bolj protekcionistično politiko vedno zagovarja recimo Francija. In tu bo po mojem treba najti neko ravnotežje. In po drugi strani tudi vidimo velike težave s prostotrgovinskimi sporazumi. To je vedno dolgo že v igri z južnoafriškimi državami, Mercosur. To vedno nastajajo težave, čeprav bi morala Evropska unija ravno na tem področju veliko narediti, odpiranje novih trgov, balansiranje proti Kitajski, ampak tu se vedno pride do nekih zapletov, do nekih interesnih skupin, v Franciji, ki bi bili ogroženi z uvozom mesa iz Južne Amerike. Tu bo veliko še dela, nekako, da lahko oba interesa uravnotežiš, da po eni strani Evropa deluje zavedajoče svoje moči in da bolj zagovarja svoje interese tudi s konkretnimi dejanji, in pa po drugi strani, da vendarle ne omejuje svoje vloge v svetovni trgovini, ker bi lahko prišlo do težav, če recimo Kitajska sprejme proti ukrepe. Seveda, dolgoletna rana Evrope je vlaganje v raziskave, razvoj. Tu seveda veliko zaostajamo. Vidimo že na področju digitalizacije največjih podjetij ni iz Evrope. Zna se zgoditi tudi velik zaostanek na področju avtomobilov, oziroma se že dogaja pri obnovljivih virih z subvencijami v ZDA velikim programom, IRA, to je bil akt proti inflaciji, je tudi so poskušale ZDA privabiti evropska podjetja. Tako da mislim, da je cel kup področji, kjer umetna inteligenca, to je zdaj zadnje področje, kjer Evropi spet grozi, da bi s prevelikim reguliranjem, s prevelikimi težavami za vlaganje tudi na tem področju zaostali. To je spet področje prihodnosti. Mislim, da pa ravno danes začel veljati nov akt o umetni inteligenci, ki bo prvi akt na svetu v tem obsegu, ki bi na ta način urejal celovito delovanje oziroma reguliral umetno inteligenco. In v Evropi seveda upajo, v EU, v Bruslju, da bo ti standardi, ki jih mi postavljamo, da bodo postali to svetovni standardi, tako kot znameniti GDPR, uredba o varstvu osebnih podatkov, ki je seveda bila svojevrsten uspeh, ampak takoj, ko si v stiku z srednjimi, majhnimi podjetji, z gospodarstvom, to pa za številnim ljudem povzroča številne težave, več je birokracije.
In tudi, če ste pozorno prisluhnili zdaj govoru Ursule von der Leyen oziroma predstavitvi njenih političnih smernic, je eden od ciljev seveda tudi tako recimo antibirokratski projekt, da bo manj administrativnih bremen, da bo da bo manj poročanja, da bo manj zbiranja statistik, da bi podjetja vendarle malo bolj svobodno zaživela, predvsem manjša imajo veliko težav, kajti nimajo resursov, da bi vse te recimo birokratske administrativne zahteve izpolnjevale. In mislim, da bo tudi en komisar imel pristojnost za to antibirokratsko delovanje. Ampak da prečeše v bistvu, ne? Ja, da se pregleda celotno zakonodajo, ali je res treba vse to imeti vsak dan na agendi. To je nekaj, kar smo tudi v Sloveniji pogosto izpostavljali, ne? Oziroma so gospodarstveniki še bolj kot novinarji, ne? Ta preveč je prenormiranost. Ja. Ima tukaj Evropa v bistvu neko podobno, Evropska unija podobno bolezen. Ker pač je Evropska unija kot taka, je kot koncept, kot način delovanja, je to stroj za zakonodajo. Ne? To je v bistvu EU. Ne, to je sprejemanje zakonodaje in to je na tisoče aktov, ki pride v pravni red, ne? In je to v bistvu EU. Ne? To je pač stroj za zakonodajo, za urejanje notranjega trga in to je v bistvu glavno delo institucij. Ne? Evropska komisija predlaga in to potem svet EU, države članice in Evropski parlament uskladijo in nastane zakonodaja. Ne? In to je tisto konkretno delo Evropske unije. Sedaj Evropska unija poskuša biti bolj politična, bolj zunanje politični akter, ampak tu so vedno nastopijo težave, kajti interesi so različni. Ne? Drugače pa seveda jedro evropskega delovanja je pa pač uskladitev teh gospodarskih interesov, urejanje notranjega trga kot nekega motorja gospodarstva. No in zdaj smo prišla do teh geostrateških vidikov. Skratka, živimo tudi v času vojne v Ukrajini, napadov na Gazo, gledamo umirajoče otroke. Živimo v bistvu v času, ko vsake par dni praktično slišimo, beremo resne časopise o možnosti tretje svetovne vojne. A ne? Ravno včeraj je generalni sekretar Združenih narodov spet omenjal poslabšanje stanje v regiji. Skratka, kako se pa tukaj pozicionira Evropska unija ob teh globalnih izzivih, mislim, kar se tiče vojn? Se tukaj znajde? Moja ocena je, da se izrazito slabo znajde. Ne? Ker pač Evropska unija, če mislimo kot celota, ne? Kot 27 držav članic, tu na zunanjem političnem področju, kot prvo je veliko neenotnosti, je bila recimo Ukrajina vsaj nekoliko izjema, vsaj v prvih fazah vojne. Tu je pač bilo relativno lahko doseči enotnost po tistem 2014, po prvem vdoru ruskemu v Ukrajino, aneksiji Krima, in zdaj veliko invazijo 2022, ne, je bila enotnost takoj dosežena, tudi vse te sankcije, vse te obsodbe, je stvar stekla nekako, ampak to je bila stvar vendarle absolutno jasna, da bi bila na koncu Evropska unija kot taka lahko nek akter v reševanju tega vprašanja, čeprav gre zadevo na stari celini v Evropi, ne, Ukrajina je jasno evropska država, kandidatka za članstvo, si pa ne predstavljam, ker tudi ne vem, kdo bi se težko predstavljal, da bi recimo zunanje politični predstavnik Josep Borrell igral neko vlogo, ne vem, med Zelenskim in Putinom. Je pa res, da takrat sporazumi iz Minska pred 10 leti, Minsk 1, Minsk 2, so pa nastali ob posredovanju nemške kanclerke in francoskega predsednika Hollanda. Ne, takrat, tako da mislim, na tej ravni bi lahko pričakovali večjo vlogo Nemčije in Francije, ampak to še nismo niti prišli do te faze. Veliko večja, recimo blamaža, ali pa veliko težje Evropske unije delovati na Bližnjem vzhodu. Ne? Čeprav je to sosednja regija, je blizu, čutimo neposredne posledice, ampak Evropska unija, evropske države že tradicionalno niso imele v Bližnjem vzhodnem konfliktu, niso imele velike vloge. Če gledamo zgodovino, so pač vedno bolj
glavni akter so bile Združene države, tudi vsi pač mirovni sporazumi so pač nastajali nekako tudi pod pokroviteljstvom ZDA, kaj tudi obe strani vidita ZDA kot tisto državo, ki je velik akter, in zato je prišlo tudi v tej zadnji vojni do tega, da Evropska unija tam ni aktivna, razen recimo na humanitarnem področju, vse drugo je kvečemo neka simbolika. Države tudi izrazito različno vidijo stvari. Eno je stališče, ne vem, Nemčije, nekaj drugega je potem Španije, Irske, konec koncev tudi Slovenije. Zunanji politični predstavnik Borrell je Katalonec, je govoril nekaj čisto drugega kot von der Leyen, ki je pač Nemka, ki je tudi, čeprav je predsednica Evropske komisije, vendarle pod nekim tem vplivom nemške zgodovine. Tako da mislim, da to je za Evropsko unijo, ki želi biti pa si postavlja za cilj, da bo velik geopolitični akter, seveda to ne more biti nekako čas, ampak vendarle je to izraz neke realnosti, neke evropske zunanje politične šibkosti, ki še posebej pride do izraza, ko države članice nimajo enotnega stališča. Včeraj smo prvi objavili to zgodbo o obsodbi 2 ruskih vogunov. Zdaj se dogaja praktično medtem, tudi ko tukaj sediva in govoriva, ta zgodba še naprej. Šlo naj bi za izmenjavo, veliko izmenjavo. Katja Šeruga in Meta Roglič sta pri nas, moram ju izpostaviti posebej, delali to zgodbo. Zanima me v bistvu te vohunske igre, vpliv Rusije, vpliv na medije, vpliv na politične stranke, vpliv na javnost preko medijev. To je zelo resna in pogosta tema, tudi v Bruslju seveda. Spomnimo samo na Voice of Europe, spomnimo na AfD v zadnjem času. Kako zelo je Bruselj, pač kako zelo se čuti ta zaskrbljenost in na kakšen način zaradi tega dogajanja? Ja, mislim, v bistvu so stvari postale kar očitne že pred časom, ne? Tudi recimo po prvi tej ukrajinski vojni 2014 je izrazito intenzivno bilo rusko delovanje in to obstaja celotna prava služba, pri tem EAS, to je Evropska služba za zunanje delovanje, zunanje ministrstvo Evropske unije, ki redno obdelujejo in kažejo, na kak način Rusija deluje propagandno, in stvari so zelo očitne že od recimo tega letala MH17, ki je bilo sestreljeno nad Ukrajino. Se vidi kakšno strategijo, da pač pošiljajo v obtok različne interpretacije, ker ne gre, da bi oni zmagali svojo resnico, ampak samo delajo zmedo in v smislu vsi lažejo in nič ni v bistvu res, ne? In stranke, ne? Cel kup evropskih strank, ki so bile, kot so Marine Le Pen, nacionalni zbor je prejel posojilo, ne, pred časom pri ruski banki. Tudi AfD, ne, konkretno, se oni ne skrivajo povezav z Rusijo, so imeli akterje, ki so pač bili povezani z Rusijo. Rusija ima vzvode, ima kapital, zlasti uporabljajo seveda te razne socialna omrežja, ker se pač relativno zlahka da nek učinek doseči. Vprašanje, koliko je ta učinek v bistvu velik, ne? Recimo v kopici držav vidimo te neke širjenje kremeljskih resnic, kremeljskih recimo teorij tega, recimo tudi v Sloveniji, recimo iz nekega srbskega okolja prihajajo določene zgodbe, razlage dogajanja. Se mi zdi pa, da so pa vendarle, ne glede na to nek občutek, kako smo preplavljeni z neko rusko propagando, da so evropske družbe vendarle dovolj odporne, ne? Da seveda ne nasedajo na vsako takšno delovanje. Kar se tiče samega Bruslja, seveda Bruselj je vedno, mislim, že desetletja pač središče evropske politike, tu je seveda sedež NATO in tu ni nobena skrivnost, da tam deluje veliko ljudi, vohunov, takšnih ali drugačnih, pod takšnimi ali drugačnimi krinkami, iz Kitajske seveda, Rusije, da krožijo že imena barov, ampak seveda to je neko čisto, bi rekel, klasično
delovanje, ki po mojem v tej neki novi digitalni dobi po mojem ne deluje več na tak način, da so se pač nekje z plašči dobivali ljudje, izmenjevali neke informacije. Čeprav imamo zgodbe tudi z Nemčije, kako so pač res akterji, ki so bili v strukturah nemških varnostnih, neposredno sodelovali in predajali recimo temu USB ključke svojim zvezam na ruski strani. Skratka, bodo vohunske, tako imenovane vohunske igre, bo vedno bolj pomembno tudi v Evropski uniji, predvsem države članice bodo morale, zdelo se včasih se zdi, ko o teh stvareh govorimo, kot da je to nekaj, kar sodi v prejšnje stoletje, v resnici pa vedno bolj sodi v to stoletje. Samo način je drugačen. Pa sedaj situacija takšna je nastala. Mi smo, če gledamo nazaj, ne vem, 90. leta, Evropska unija, NATO, tudi po letu 2000, tudi na začetku Putina, še vedno smo videli Rusijo, Putina kot nekega partnerja, sicer ki je težaven, ki pač uporablja, ki daleč od tega, da bi bil brezmadežni demokrat, kot ga je opisal nemški kancler tedaj Gerhard Schröder, ampak nekako bomo že našli neko soglasje, neki način sodelovanja, delovanja. Zdaj pač seveda s to vojno in s celotno situacijo je pa situacija drugačna. Zdaj pač že uradna razlaga, da je Rusija deluje sovražno proti Evropski uniji, da pač s tem ogroža same temelje Evropske unije, se potem situacija tudi spremeni. In seveda Rusija v času, ko evropske države pomagajo Ukrajini na vse možne načine, ko jo oskrbujejo z orožjem in ostavljajo informacije. Seveda Rusija tudi želi priti do informacij, kaj se v teh državah dogaja. In to pač z mojega vidika, saj meni se zdi neko pač logično nadaljevanje oziroma logičen del neke širšega dogajanja v času vojne. Seveda Evropska unija ni v vojni z Rusijo, ampak kot podpornica Ukrajine, kot države, ki pomagajo Ukrajini v tej vojni, je seveda cilj ruskega hibridnega delovanja ne samo z vohunjenjem, ampak tudi z dezinformacijami. Vidimo v zadnjem obdobju, v zadnjem meseci sabotaže, ni še sicer točno jasno, noben še ni rekel, za to je kriva Rusija, ampak neki indici pa vendarle so, da so to tudi sabotaže postale, so se vrnile v Evropo. Kako lahko razumemo vlogo Madžarske v tem odnosu do Rusije? Skratka, kako bi ti analiziral to relacijo Evropska unija, Madžarska, ki ima v uniji zadnja leta zelo specifično neko pozicijo, ne vem točno, kako bi jo ti označil, če je Slovenija pridna učenka, kaj je Madžarska. In skratka do Rusije. Madžarska je seveda specifična država, predvsem po zaslugi premierja Viktorja Orbana. In on je pač seveda, kako bi temu se rekli, čistokrvni, polnokrvni politik. On zmaguje volitve doma kot zastavo in on ima vedno pred očmi tudi domačo javnost. Na zadnjih volitvah je on zmagal, oziroma njegova glavna linija ali pa ena od glavnih linij je bila mir, kako proti vojni, in to so ljudje vsem očitno kupili in to je njegova zdaj agenda, seveda tudi na evropskem odru. Jaz si težko predstavljam, on je šel na začetku predsedovanja madžarskega, na začetku julija, pred enim mesecem v Moskvo. Jaz si težko predstavljam, da je Putin kot racionalen politik pričakoval, da je pač Orban res nek akter, ki lahko karkoli premakne in da predstavlja kaj več kot Madžarsko, ki pa še vedno relativno majhna in recimo ne najbolj razvita država, tudi relativno izolirana znotraj Evropske unije, ampak seveda mu je pa ustrezalo to neke delitve, če se vrnemo na to prej, da je pač sovražnik, da delujejo proti Evropski uniji, in seveda njim je super, da se pojavi en Orban, ki deluje skladno z strateškimi interesi recimo Rusije, da pri vsaki priložnosti poskuša blokirati oziroma zadržuje pomoč Ukrajini. Dejstvo pa je, da moramo seveda se zavedati učinka, ki ga ima
Orban znotraj Evropske unije, ne, kajti on spodkopava s svojim delovanjem na številnih področjih, temelje Evropske unije, od človekovih pravic, ne vem, seveda vladavina prava, sodstvo, skupnost, LGBT, to je bilo v zadnjem obdobju veliko zapletov, migracije, pravice do azila. Oni so Madžarska izgubila na Evropskem sodišču pred kratkim tožbo, mora plačati, mislim, da 200 milijonov evrov globe in še potem dnevno kazen do neuresničitve razsodbe. In seveda, kar je težava, je, da pač to že imamo že dolgo leta, se ukvarjamo z Orbanom, odkar sem jaz v Bruslju, je on na agendi, da je bil, ne vem, 2018, da je bil sprožen ta postopek po 7. členu, ki lahko pripelje do zamrznitve glasovalnih pravic, ne. Ampak to so bili vse bolj ali manj le simbolični koraki, da Evropska unija je vedno nekako, oziroma Evropska unija, države, drugi, ne, so vedno razmišljali, tudi dokler je bil član Evropske ljudske stranke, družine, ne, boljšega imeti ob sebi, tako ga vsaj nekoliko kontrolira, nadzoruješ, on vse se bo že popravil, oziroma v neki točki bo tudi izgubil na volitvah in se bo odšel zgodovino. Nič od tega se seveda ni zgodilo, ne. Orban je ta režim, kakršen ima na Madžarskem, je samo še dalje razvijal, ga še okrepil in mislim, da definitivno je težko reči, da Madžarska danes izpolnjuje standarde, da bi lahko sploh postala država članica Evropske unije, če bi še enkrat seveda kandidirala. Tudi te zamrznitve evropskih sredstev so bile bolj, recimo temu, neko Sizifovo delo, na koncu so tudi potem odmrznili 10 milijard, da je pač potem privolil Orban v pomoč Ukrajini. Tako da mislim, tudi veliko tega, da pač se gre EU neko politiko appeasementa, kot se reče, popuščanja Orbanu in ni nikoli pripravljena sprejeti nekih sankcij oziroma ukrepov, ki bi Orbana zares oddaljili še bolj. Ne, Orbana, ki bi ga udarili. Dejansko on ve, on ima svojo kalkulacijo, že to, se bom jaz to rekel, to naredil, ampak vse tam v Bruslju bo en evropski poslanec bo nekaj tweetnil, pa tam bo Evropska komisija bo nekaj rekla, ampak psi lajajo, karavana gre dalje. Se pa zna zgoditi, da bi letos dobil njegov komisarski kandidat zaušnico, da ne bo šel naprej, ne? To je zdaj, kar se že na veliko špekulira, ne? To je Oliver Varhelyi, je bil že zadnjih 5 let je bil evropski komisar za širitev, je eden od bolj kontroverznih komisarjev, veliko je kritik, škandalov, tudi popuščanje Srbiji glede Palestine oziroma zdaj glede Gaze je imel dokaj, recimo temu, nenavadna stališča in moramo tudi vedeti, da Evropski parlament je institucija Evropske unije, ki je najbolj kritična do Orbana. Tudi Evropski parlament je predlagal ta sprožitev postopka po 7. členu in jaz si težko predstavljam, da ko bo Varhelyi, ko bo na zaslišanju, če bo oziroma ko bo, da bo šlo brez težav. Mislim, da bo to, ker je pač seveda cela paleta teh političnih skupin, ki so proti Orbanu, ki so tudi EPP, bodo na koncu morali dati nek signal Orbanu in parlament ne more dati močnejšega udarca zaušnice, kot je zavrnitev Orbanovega kandidata. In po eni od teorij že ima Orban pripravljeno kandidatko, ki bo potem prevzela in bo tudi ženska, kar bo potem spet njemu uspelo narediti malo, popraviti svojo podobo in tudi reči, poglejte, tudi jaz sem dal zdaj žensko in tudi rešujem Ursula von der Leyen in spet bo karavana z Orbanom šla dalje in jaz ne pričakujem, da to bodo morali na koncu Madžari sami v neki točki presoditi, ali se še mislijo tako, kot kaže pa, on je pa toliko, koliko pač je meni znano, tako temeljito že predrugačil politični ustroj. Ja, ustavno sodišče, cel sistem pač tako deluje, da jaz mislim, da tam bo težko zmagati nekemu demokratičnemu, recimo, tekmecu. Ne. Tudi ljudje so očitno na njegovi strani. Ne glede na to, da vidimo neke podatke, številke, da Madžarska ni ravno nek, ne vem, paradiž, ne, da gospodarsko, da imajo težave, da pač neka takšna vladavina, ne, ki z številnimi elementi korupcije seveda ne more biti uspešna, ampak očitno lahko tak model vendarle deluje.
Kaj pa Evropska unija v luči ameriških volitev? Kakšne bodo posledice za Evropsko unijo, če zmaga en ali drugi kandidat oziroma kandidatka, kot se zdaj kaže? Ja, pač mislim, predvsem je vprašanje Trumpa, vse druge opcije so nekako nadaljevanje bolj ali manj enakega. Jaz bi vseeno bil malo glede teh, kako bi rekel, apokaliptičnih napovedi v primeru zmage Trumpa nekoliko bolj zadržan. Ne. Mi že imamo izkušnjo s Trumpom 2016-2020 in takrat je tudi napovedoval veliko stvari, po dejanjih pa je bil malce drugačen od tega, kar je govoril, ne, tudi glede Rusije, imel veliko tršo politiko, kot bi lahko pričakovali, in je vprašanje, ali bo na položaju res deloval tako, kot napoveduje. Seveda on pravi, vojno bo končal v 24 urah, kar ne vem, to je pač njegova izjava namenjena domači javnosti. V praksi seveda stvari ne morejo tako potekati. Definitivno je, da bo nekega čezatlantskega sprave oziroma delovanja brez zapletov bo manj. Ne. On jasno izraža, pač on bo zaščitil ameriške interese, to je delal že v prvem mandatu, carine, jeklo, ampak mislim, da bo vendarle na koncu stvari, da bodo nekako se pod kontrolo, ampak najprej mora biti seveda izvoljen in slovesom Bidena od kandidature, tudi se mi zdi tudi verjetnost njegove vnovične izvolitve postala manjša, ampak to bomo še videli, to dovolitev še kar nekaj mesecev. Ja. Za konec zmeri prišparam tudi kakšno vprašanje, kako bomo rešili sveta. No, ne v Evropsko unijo vsej. Če se pogovarjamo o naraščanju radikalizma, o rasti populizma, o rasti nacionalizma recimo v Evropi, tukaj grejo analize ne v smeri, da v bistvu ne gre toliko za to, nekatere analize, ne gre toliko za to, da so veliko bolj privlačne zdaj te stranke same po sebi, ampak za to odsotnost odgovora, predrugačenja teh mainstreama, politik, strank in tako naprej. Se ti tukaj strinjaš oziroma kakšen je tvoj pogled na to? Kje je pravi odgovor? Ja, vidimo, da je pač, kako bi rekel, mainstream stranke glavnega toka so pač nek model, ki vendarle je izgublja, ki so in na nacionalnih volitvah in tudi na evropskih volitvah se je pokazalo, cel kup neka množica novih skupin, strank in po državah in na evropski ravni. Tudi verjetno mlajše generacije se težko identificirajo z neko staro politiko strank, te velike nemške stranke, ki so pač neke strukture, ki nastajajo skozi leta, da pač neka nova gibanja, recimo v Nemčiji so bili vsaj v prejšnjem obdobju zeleni, to neka stranka, ki je pritegnila mlade, ki je rastla, zdaj so spet z vsemi svojimi zgodbami izgubili veliko vpliva. Po drugi strani je zanimiv pojav bil Francija, na evropskih volitvah, odličen rezultat. Zanje tudi so uporabljali nacionalni zbor, Marine Le Pen, nove tehnologije, bolj recimo TikTok kampanja, ampak potem na samih parlamentarnih volitev v Franciji pa se je zgodil nek obraten proces, ker je vse našlo za te neke recimo republikanske, državne, francoske vrednote in so se obrnili proti temu. In tudi na evropski ravni vseeno lahko rekli, glede na to, kar se je zadnje leto, dve pred volitvami ugibalo, kako bodo pač te desničarji prevzeli, kako velik vpliv bodo imeli, kako lahko prevzamejo oblast v Bruslju. To je bilo že takrat nerealno in tudi se je na koncu pokazalo, da se ne more zgoditi. Vendarle druga zadeva, da na številnih področjih so seveda te politike neke, ki so bile prej zaznamovane, etiketirane kot skrajne, so že prešle v glavni
tok, migracije so res specifična tema, če to pač spremljamo genezo, recimo velike begunske krize 2015, je to neko zapiranje Evrope, to stroga obravnava vsakogar na zunanji meji, tudi nek model Ruanda, ki tudi zdaj vidimo, da se ni obnesel, je tudi postal nekako že sprejemljiv, čeprav bi to bilo pred leti obravnavano kot velika kršitev pravic prosilcev za azil. Seveda, in mislim, da tudi s tem tehnološkim razvojem, so tudi te stranke nekako zaspale, da so pač se bodo morale v prihodnjem obdobju, da pač te nek, recimo temu, demokratičen, proevropski, liberalni stebri obdržijo, bodo morali tudi se temu prilagoditi. Kajti, ko vidimo, politike v državah članicah iz nekega, ki so bliže 20. kot 21. stoletju, je težko pričakovati, da bodo nove generacije nekako množično glasovale zanje. Jaz ne bi bil res izrazito črnogled, če gledamo slovensko oziroma evropsko povojno zgodovino, so bili različni valovi tega dogajanja, strahovi pred desnico, tudi imeli smo, ne pozabimo, 70. leta, tudi levičarski terorizem, to je bila velika zgodba v več državah, da se pač na koncu seveda stvari nikoli ne razvijajo po najbolj pesimističnem scenariju, da pa seveda je odgovornost na koncu tudi seveda medijev in vseh pač akterjev v družbi, da pač zaznamo in opozarjamo in da pač tudi odgovarjamo na izzive, ki jih pač prinaša ta gibanja, ti radikalizmi, ki so očitno postali najbrž tudi po zaslugi tehnologiji veliko bolj oprijemljivi, veliko bližje razmišljanju nekega kroga volivcev. Okay. Peter Žaveč, hvala lepa za vse odgovore Evropski uniji. Hvala za vabilo in z veseljem sem sodeloval. Upam, da sem tudi kaj zanimivega povedal. Absolutno, vsi še te bomo povabili. Hvala še enkrat. Hvala. Hvala tudi vam, dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci in poslušalke. Naslednji teden smo spet z vami, z dvema gostoma, gostjo in gostom, ki sta nekoč že bila na olimpijskih igrah in sta z njimi tudi močno povezana zdaj.